hvala Famnita za povabilo na ta prijeten večer. Torej, naslov današnjega predavanja je Divje rastoče gladiole oziroma mečki v Sloveniji. Zakaj sem si izbrala tak naslov? Želela sem vseeno, da ostane malo poljuden. Večina ljudi v Sloveniji še vedno pozna te rastline najbolj pod imenom gladiole, predvsem kakšne starejše populacije, ki jih pridno gojijo na svojih vrtovih. Mi biologi, oziroma na splošno, ja, biologi v glavnem poznamo pa te rastline bolj pod imenom mečki. Fotografija iz promocijskega materiala, torej iz tega letaka, je v bistvu ni iz Slovenije, gre v bistvu za mene, ki previdno sedim med mečki na eni zapuščeni njivi, in sicer na otoku Rodos. Takega prizora sicer v Sloveniji ni, tako da že na začetku razčistimo, toliko laških mečkov na kupu mi nimamo, ampak je pa luštna slika. Ok. No, in če pričnemo, kako pa zdaj gremo naprej, dobro. In če pričnemo kar sistematiko, rod meček spada v družino perunikov. Gre za zelnate trajnice s klasastim socvetjem, z barvitimi trištenimi cvetovi, ki jih je v socvetju lahko tudi do 30. Cvetovi so večinoma dvobočno simetrični, le pri nekaterih vrstah iz rodu so zvezdasto simetrični, vsi pa imajo 3 prašnike in en pestič. Spodnji cvetni listi imajo ponavadi kontrastne oznake, ki naj bi služile kot neko vodilo opraševalcem do nagrade oziroma do nektarja. Vsak cvet pa ima 2 ovršna lista, ki sta običajno zelena, imajo velike suličaste liste, plod je mnogosemenska glavica, v kateri se razvijajo semena, ki so običajno diskasto sploščena, kot je prikazano tu na sliki. Lahko so okrogla, oglata ali pa tudi z nekrilatimi semeni. Pod zemljo imajo mečki gomolj, ki je obdan z odmrlim materialom luskolistov. To je že kar na začetku bom omenila, da bo to kasneje zelo pomembna stvar, torej mečke med nami še vedno v Sloveniji še vedno določujemo na podlagi teh odmrlih vlaken in značilnega prepleta. Rod meček, torej Gladiolus, pa je eden izmed vrstno najštevilčnejših rodov iz družine perunikov. Na splošno ima približno 260 vrst, kar se meni za en rod tak pisan, barvit zdi kar veliko. V Sloveniji pa rod zastopan 4 vrstami, in sicer z močvirskim mečkom Gladiolus palustris, ilirskim mečkom Gladiolus illyricus, laški meček Gladiolus italicus in pa strešnati meček Gladiolus imbricatus. In o vseh teh vrstah boste zvedeli nekaj kasneje. Torej, pa če pogledamo najprej malo v zgodovino. Ime rodu izhaja iz latinske besede gladius, ki pomeni meč. Ime se nahaja na obliku listov, ki sicer ni zgolj rodovno značilna, ampak je takšna oblika listov značilna še za več drugih rodov perunikov. So pa te rastline poznali že stari Rimljani in antični Grki, ki so za mečke imeli svoje poimenovanja, oboje pa v bistvu pomenilo manjši meč. Rimljani so jih poimenovali gladiolus, kar torej izhaja iz latinske besede gladius. Stari Grki so jih pa poznali pod imenom ziphium, kar pa izhaja iz grške besede ziphos, ki, kot že omenjeno, prav tako pomeni meč. Mečki so že v tistih časih bili pomemben simbol moči, zmage. Pod imenom koruzne lilije pa so jih poznali v Aziji že približno 2000 let nazaj, ko so kot plevel rasli na njivah. No, pa si še malo poglejmo, kako so mečki po svetu razširjeni. Kar na začetku povedala, vzela sem vir iz iNaturalista, torej razširjenost, kar pomeni, da seveda te določitve niso 100% zanesljive, ker vsakdo lahko v bistvu vnaša podatke. Gre pa v bistvu za nek občutek o tem, kako je sam rod razširjen in kje so neke tiste vroče točke pojavljanja. Torej, večina vrst raste v podsaharski Afriki,
tam jih je približno 165 vrst. Prisotno mečko se razteza po tropski Afriki in po Madagaskarju. Prisotni so tudi na Arabskem polotoku in okoli Sredozemlja, nekaj vrst se pojavlja tudi v Aziji. Veliko zabeleženih vrst pa lahko opažamo tudi v Evropi, kjer je okoli 20 vrst endemičnih. Nekaj vidimo tudi na vzhodu, na obrobjih Amerike in vzhodni strani, na zahodu, torej vzhodni strani pa na Avstraliji, v Avstraliji in Novi Zelandiji. Ok. Na tem slajdu vidimo eno tako prikazano zelo veliko pestrost rodu Gladiolus, zato ga sem tudi dodala, bolj zato, da dobite občutek, za kak raznolik rod gre, vseh barv in oblik, od temno-vijolične do oranžne, rumene, do bele s srčkastimi oblikami, do mečkov, ki spominjajo na lilije in kukavičevke in take, ki so zgolepe. Torej gre za res estetsko skupino rastlin. Večina od teh prikazanih so predstavnice južnoafriške regije, pri nas v Evropi se pa pojavljajo bolj roza vrste, to so tiste, ki so si pa med seboj bolj podobne. Torej tukaj na sliki Gladiolus illyricus, ena predstavnica take tipične evropske vrste. Ja, gladiole so postale zelo priljubljena okrasne rastline oziroma čebulnice, so jim kar rekli, so očitno domnevali, da imajo pod zemljo čebulj oziroma čebulico, mi pa zdaj vemo, da je to gomolj. Torej, na račun edinstvenega izgleda in barvitosti in preprostega gojenja so postale tako popularne. Gojimo jih že približno 500 let. Na račun tega so bile ustanovljena številna društva ljubiteljev gladiol, ki izdajo glasila, kjer so objavljeni razni nasveti o gojenju, potekajo razni seminarji, delavnice in dogodki, kjer si ljubitelji gladiol lahko delijo izkušnje in znanje. Prav tako pa organizirajo tudi tekmovanja in razstave cvetja. Pa si poglejmo, kaj pravijo mečki v Sloveniji. Torej, mečke oziroma rod Gladiolus na slovenskih tleh prvič omeni Scopoli leta 1772 v delu Flora Carniolica, kjer govori sicer o vrsti Gladiolus communis, ki jo še kasneje omenjajo tudi Host, Wulffen, Fleischmann, vsi omenjajo communis. Nato pa leta 1897 Eduard Pospíchal v delu Flora des österreichischen Küstenlandes že omeni vrsti Gladiolus palustris in Gladiolus illyricus. Šele kasneje ugotovijo, da je rod v Sloveniji zastopan še z dvema vrstama, torej še z laškim in s strešnatim mečkom. Ilirski in močvirski meček sta na račun ozke sorodnosti pogosto skupaj lahko obravnavana kar na nivoju agregata, in sicer kot Gladiolus palustris agregat. Torej, včasih je bolje neko vrsto mogoče, ki jo vidimo, določiti do agregata, kot pa določimo, recimo, določitev napačno. Ko sem iskala podatke za to predstavitev, sem naletela na podatek, da je tudi v Sloveniji poznamo že zelo dolgo in da smo jim dali ime divje gladiole. Torej, gre za informacijo enega botanika, Jožeta Vavcona, ki je že pred mnogimi leti raziskoval Cerkljansko in se je tam seznanil z tamkajšnjim poznavanjem mečkov. Jaz sem v sklopu raziskave moje magistrske, kot je Kevin prej na začetku omenil, pod drobnogled vzela ilirski in močvirski meček, za katera je že ob prvih omembah bilo opozorjeno na pomembnost oblikovanosti vlaken odmrlega gomolja, in to še vedno velja za nek tak zlat standard določevanja znotraj te skupine Gladiolus palustris agregat. In kljub dolgoletnemu poznavanju vrst še zmeraj velikokrat prihaja do nejasnosti in negotovosti v določevanju vrste, kar lahko pripišemo pomanjkljivim določevalnim znakom na nadzemnem delu rastline, saj kot vidite, sta si vrsti kar precej podobni, torej sploh na podlagi socvetja. Hkrati je tudi ponekod nemogoče ločiti na podlagi rastišča, ker se na istih rastiščih lahko pojavite tudi skupaj.
Zanimivo je bilo odkritje Dax Koblarja s sodelavci, da na istih rastiščih ilirski meček zacveti vsaj 2 tedna pred močvirskim. Da pa zmed še ni dovolj, je dodatno zmedo med vrstama opazno prinesla tudi samo ime močvirski meček, vrsta Gladiolus palustris, ki je za razliko od ilirskega proti pričakovanju glede na ime v Sloveniji v bistvu redkeje najdemo na močvirnatih tleh. Posledica taksonomske problematike je seveda neustrezno določen material, herbarijski, ki pomeni nezanesljivost navedb o vrstah in njunem zgodovinskem pojavljanju. No, pa si malo se bolje spoznajmo zdaj z močvirskim in ilirskim mečkom. Kot že prej omenjeno sta torej skupaj obravnavana kot Gladiolus palustris agregat, gre za vrsti, ki sta v Sloveniji močno ogroženi, predvsem ogroženi zaradi ogroženosti njunega habitata, ki je v bistvu precej specifičen, gre za vrsti oligotrofnih travnikov v prvih fazah zaraščanja. To je res pomembno, da se travnik, na katerem rasteta, se zarašča. Taki travniki so zaradi opuščanja tradicionalne rabe močno ogroženi. Sta pa obe vrsti uvrščeni na rdeči seznam praprotnic in semenk. Gre za zavarovanje vrsti in med ogroženost, po stopnji ogroženosti v bistvu sodita med ranljive vrste. Močvirski meček pa ima še posebej status Natura 2000 vrste, kot kvalifikacijska vrsta je služil za opis nekaterih Natura 2000 območij. O tem lahko še nekaj več povem kasneje. Torej, določitev je zaenkrat možna zgolj na podlagi podzemnega dela rastline, in sicer na podlagi gomolja. Kot ključni določevalni znak je naveden preplet odmrlih vlaken, ki so pri močvirskem mečku močna in vsaj na vrhu mrežasto prepletena. Ja, torej, pomembna je ta mrežasta prepletenost, ki je pa pri ilirskem mečku odsotna. Torej, že ta preplet je včasih na terenu res težko videti, zato je bil zdaj res skrajni čas, da se lotimo malenkost bolj podrobnejše analize, tokrat pa nadzemnega dela rastline. Razlikovalne znake, ki so vezani na soцветje in ki jih imamo v mali flori Slovenije, so v bistvu pa precej nezanesljivi. Tudi več o tem bom povedala kasneje. Močvirski meček se pojavlja na zmerno termofilnih rastiščih, katera vlažnost skozi leto niha. Torej, vodni režim je za močvirski meček in ilirski seveda zelo pomemben. Pojavlja se na karbonatni matični podlagi in je lahko tako rastlina svežih ali vlažnih globokih tal, kot tudi rastlina zmerno suhih, plitvih tal. Za rastišča na vlažnih tleh je značilno, da so tla vsaj v enem delu leta namočena in so občasno ali krajše obdobje tudi poplavljena, ali pa se na teh območjih zadržuje sneg. Na polsuhih in suhih rastiščih ga lahko najdemo v združbi z pokončnim stoklascem, na alpinskih in subalpinskih pa prav tako potrebuje zaraščujoč travnik. Tam, kjer se pojavlja na vlažnih in globokih tleh, tam ga velikokrat najdemo v združbi trstikaste stožke, ki je podvrsta modre stožke, ki jo lahko vidite na tej fotografiji, ki je nisem morala dati na večje. No, ilirski meček pa je v prvi vrsti rastlina vlažni matni podlagi, kjer se pojavlja v združbi modre stožke, torej tipske podvrste. Lahko je tudi rastlina zmerno suhih tal, plitvih, kadar se pa pojavi na takšnih mestih, se mi zdi, oziroma sem jaz opazila, da se takrat pa velikokrat pojavi v tandemu z močvirskim mečkom. Tudi več o tem kasneje. Ok, kako pa je pri nas z laškim in strešnatim mečkom? Čisto na kratko, laški meček je pri nas prisoten samo na Primorskem, ima na splošno mediteransko razširjenost, v obali se razteza vse dol do Izraela, na vzhodu pa do Portugalske, nekaj lokacij poznamo tudi iz Kanarskih otokov. Na globalni ravni je v bistvu izmed teh 4 laški meček najbolj razširjena vrsta. Ja, situacija z laškim mečkom v Sloveniji je bila meni v bistvu precej zanimiva. Tukaj spodaj vidite tudi
del vzorčenja iz moje magistrske naloge, torej prepariran cvet. Ko sem se pripravljala na pisanje magistrske naloge, sem ugotovila, da gre v bistvu za zelo redko rastlino v Sloveniji. Potem pa nekako s terenom se je izkazalo, da je vrsta mogoče pa vseeno malenkost bolj pogosta, kot se zdi. Ker za določitev te vrste je v bistvu potrebno opazovati dolžino prašnice, ki je glede na razmerje med prašnico in prašnično nitjo, torej prašnica mora biti daljša od prašnične niti, saj tako navidezno zelo dolga prašnica je zelo zanesljiv znak za določevanje laških mečkov. Tako da na podlagi tega se sklepa, da pa vrste, ki so določene kot laški meček, so vseeno zanesljivo določene, ker obstaja tak res oprijemljiv znak, ampak v bistvu tudi temu ni čisto tako. No, dobro, malenkost se razlikuje tudi po višini rastline, torej velikost rastline sama, širina stebelnih listov, tudi malo različna od ostalih vrst in tako naprej. No, zanima pa nas tudi, kaj pa s tisto četrto vrsto, torej kaj je pa z strešnatim mečkom. Torej strešnati meček je nazadnje zabeležil Tone Vraber leta 1971 na gozdnatih travnikih zahodno od vasi Logje. Če se ne motim, ga potem v Sloveniji več nismo zabeležili, lahko me mogoče kdo od prisotnih, ki se na to bolje spoznajo, me lahko popravi, ampak zaenkrat mislim, da ga nismo več potem videli. Je pa se ta vrsta, podobno kot ilirski meček, pojavlja na oligotrofnih molinatalnih, torej z modro stožko travnikih. Ima pa od vseh 4 vrst najbolj centralno evropsko razširjenost. In je verjetno nekoliko bolj, ostali so verjetno nekoliko bolj vezani na termofilna rastišča ob obali, ta pa nekoliko bolj ob celinska. Saj to je bilo moja interpretacija. Ok, torej, kot je Kevin že na začetku omenil, in jaz tudi malo vmes, sem jaz delala torej magistrsko nalogo, uporabnost nadzemnih razlikovalnih znakov ilirskega in močvirskega mečka pod mentorstvom profesorja doktorja Neca Jogana. Želeli smo v bistvu najti uporabne in zanesljive določevalne znake na nadzemnem delu rastline, s pomočjo dobljenih uporabnih znakov upraviti na to revizijo herbarijskega materiala in iz herbarija Univerze v Ljubljani, preveriti določljivost mečkov na dobrem fotografskem posnetku rastline in pripraviti neko karto razširjenosti močvirskega in ilirskega mečka v Sloveniji s pomočjo vseh zbranih zanesljivih podatkov. Torej, cilj nam je bil, da pa res vključimo tiste samo, za katere res vemo, da je to ta vrsta in pač ne na nivoju agregata. No, pa si poglejmo, kako smo se tega lotili. Terensko delo smo izvajali v 2 vegetacijskih sezonah mečkov, in sicer v letih 2021 in 2022. Na terenu smo ciljno iskali že znana nahajališča močvirskega in ilirskega mečka. Potem, ko smo nahajališče našli, kar je mimogrede nemalokrat tudi bil izziv, smo v prihodu na travnik glede na velikost populacije najprej določili velikost vzorca in naključno izbrali osebke. Ob veliki in po oceni stabilni populaciji smo za analizo iz populacije vzeli 3 rastline. Potem sem izbrane rastline najprej fotografirala, nato na podlagi gomolja ustrezno določila do vrste. Po ustrezni določitvi sem gomolj tudi velikokrat pofotografirala zopet in ga vrnila v zemljo, da s svojim delom ne bi škodila populaciji. Nato je sledila preparacija cveta, ki je na sredinski sliki prikazano. Torej, popolno razvit cvet sem s skalpelom odrezala, tik nad plodnico, prerezala sem perigonovo cev, da sem perigone lista med seboj ločila. Prepariran cvet je bil sestavljen iz 12 delov, 6 perigonovih listov, 3 iz 3 prašnikov, 1 pestiča in 2 ovršnih listov. Vsak perigonov list sem potem označila svojo oznako, glede na zunanji in notranji krog perigona, torej na podlagi sosledja odpiranja perigonovih listov. To pa je čisto zgoraj tam prikazano s temi številkami in
Torej, zunanji krog je sestavljen iz dveh tipov listov, medijani z oznako 1, torej medijani je sredinski, in dva stranska z oznako 2a in 2b, notranji krog pa s številom 3, torej medijani list in stranska 4a in 4b, ki se v cvetju odpreta zadnja. Zakaj to govorim? Zato, ker bom kasneje, ko bom govorila o rezultatih, to tudi pomembno. V nadaljevanju bom govorila tudi o ploščici in o žebici perigonovih listov, samo da to razčistimo. Ploščica v bistvu zgornji, ta širši del perigonovega lista, žebica pa je tisti ta ožji del. Ok, torej na fotografijah še jaz med prepariranjem. Tak je približno izgledal potem list. Jaz sem najprej dala salotejp, na salotejp zalepila stvari in potem prilepila na milimetrski papir, da sem potem lahko tudi te stvari zanalizirala. Ja, terenskemu delu je sledilo manj zanimivo meni, laboratorijsko delo, ampak hkrati seveda zanimivo glede na rezultate, ki smo jih dobili. Zbrali smo v bistvu en kup znakov na začetku, skupaj je bilo kar 61 znakov, ki smo jih merili na perigonovih listih, merili smo jih na prašnikih, to vse tukaj spodaj tudi vidite, merili smo jih na pestiču, ovršnih listih, perigonovi cevi, na socvetju tudi, torej število cvetov sem spremljala, razdaljo med cvetovi v socvetju in kot med cvetovi v socvetju. V bistvu bolj kot ne zato, ker tudi mala flora v mali flori se v bistvu ta znak pojavi kot zanesljiv in nas je pač zanimalo, ali to drži. Na stebeljnih listih sem tudi delala meritve, torej spremljala sem število in merila sem širino najširšega stebeljnega lista. Potem sem tudi rastlino v celoti izmerila, torej sem tudi ta podatek zabeležila. Ja, znaki na cvetu so predstavljeni na spodnji fotografiji, z nekaterimi se bomo celo podobneje spoznali kasneje v rezultatih. Dobljene podatke smo potem analizirali in jih večinoma oblikovali v box plote. Oblikovali smo pa tudi kriterij uporabnosti znakov, po katerem znaki sodijo v kategorijo zelo uporabnih, omejeno uporabnih ali pa neuporabnih znakov. Ok, torej, kakšni so bili rezultati vzorčenja in kakšni so bili izzivi rezultatov vzorčenja. Močvirski meček smo na terenu našli na 15 nahajališčih, ilirski meček pa na 14. V analizo je bilo vključeno 91 rastlin iz 28 različnih populacij ilirskih in močvirskih mečkov v Sloveniji. Vzorčenje smo izvedli na 46 primerkih močvirskega mečka iz 14 populacij in 46 primerkih ilirskega mečka, prav tako iz 14 populacij. Torej, cilj smo nekako z številom vzorčenj sicer dosegli, seveda bi si želeli mogoče večji vzorec, ki bi nam mogoče lahko še podal kak daten odgovor na kakšno vprašanje. Je pa zame, ki pač prihajam iz Maribora, bil izziv z vožnjo na v bistvu povsem drug konec Slovenije, vsekakor prisoten. V bistvu velikokrat sem se v prihodu na lokacijo bila primorana soočiti s tem, da vzorčenja ne bom mogla opraviti, pač iz različnih razlogov. Včasih sem cvetenje zamudila in so tako bili prisotni le plodeči mečki, sicer seveda čudovit prizor, da rastlina tako lepo uspeva, ampak jaz pač vzorčenja nisem mogla v tistem času narediti. Včasih sem prispela na sveže pokošen travnik, tukaj na sredini zgoraj je fotografija iz cerkljanskega območja, kjer so v bistvu tik pred nami pokosili in smo rastline še iskali v pokošeni travi. Nemalokrat se je zgodilo tudi, da smo kljub velikemu trudu iskanja rastlin enostavno pač nismo našli, kar jaz domnevam, da sploh za leto 2021 bi utegnila biti razlog nadpovprečno močna suša tisto leto, je pa seveda nihanje v številčnosti populacij pri mečkih in pa seveda ostalih rastlinah normalno.
Tudi ne malokrat se je zgodilo, da smo kljub velikemu trudu res se namantrali, če lahko po domačem rečem, prišli gor, po velikem sponu, in kljub velikem trudu ni bilo rastlin. Bila sem tudi v situaciji, kjer sem prispela na lokacijo, misleč, da me bo pričakal močvirski ali ilirski meček, pa je bil meček laški, kot tudi na fotografiji tukaj. Tudi to sem že nekaj omenjala, še več bom pa še malo kasneje povedala. V glavnem pa so tereni bili pač res čudoviti, tako da sem hkrati zelo hvaležna za to izkušnjo, iz katere sem se zelo veliko naučila. In seveda sem hvaležna tudi mojim kolegom, če jaz lahko zdaj ta moment izkoristim, ker me verjetno poslušajo, za podporo in pomoč. Vi že veste, kateri ste. Seveda tudi vključno z mojim mentorjem Necom Joganom in z vsemi ostali botaniki, ki so nesebično v bistvu delili svoje lokacije mečkov po Sloveniji. No, pa če damo zdaj moje izlivanje čustev malo na stran, da si lahko mogoče pogledamo, kakšni so bili, kaj pa rezultati statističnih analiz. Torej, izmed 61 znakov smo ugotovili, da je 29 znakov uporabnih za razlikovanje med vrstama. Ugotovili smo, da so cvetovi ilirskih mečkov v splošnem praviloma večji od cvetovov močvirskih mečkov. Torej, zato se je največ razlik v bistvu pokazalo prav na ta račun. To se mi zdi res pomembno, tako splošno dejstvo, da so pri ilirskem mečku večji cvetovi, pri močvirskem manjši. In to se je tudi kazalo v prašnikih, torej pri ilirskem so prašniki daljši za približno polovico centimetra, kar pomeni, da so prašniki močvirskega mečka dolgi približno 2 centimetra, ilirskega pa 2,5. Največje razlike so se na perigonovih listih pokazale v dolžini ploščice in celotni dolžini perigonovih listov. Torej, ploščica na primer na stranskem listu zunanjega kroga, pri močvirskem mečku, to je ta, ki je tukaj označeno z 2A in 2D, je dolg približno 1,3, pri ilirskem pa 2 centimetra. Ja, torej, ilirski meček ima v primerjavi z močvirskim tudi, kot vidite, daljše ploščice in daljše perigonove liste v celoti. Največje razlike se kažejo v medianem listu notranjega kroga, to je oznaka 3, ki je pri močvirskem mečku dolg približno 3 centimetre, pri ilirskem pa približno 4. Tako to v bistvu skoraj to je centimeter razlike, seveda še nekaj odstopanj in to je seveda neko povprečje oziroma neka srednja vrednost, ki smo jo vzeli, ampak v glavnem razlika je lahko kar za 1 centimeter. Rezultati so pokazali tudi na uporabnost znaka razmerje med dolžino ploščice in žebice perigonovega lista, saj pri medianem listu zunanjega kroga, torej to pa je zdaj z oznako 1, ki ni zgornji sredinski, ampak spodnji sredinski, je pri ilirskem mečku ploščica približno tako dolga kot žebica, medtem ko je pri močvirskem mečku ploščica dolga za približno polovico, nekje za polovico dolžine žebice. Statistično značilne razlike so se pokazale tudi z razmerjem med celotno dolžino in širino perigonovih listov, natančneje v medianem listu notranjega kroga, pa z oznako 3. V glavnem so ti listi pri obeh vrstah bolj ali manj enako široki, niso pa enako dolgi. Torej, razmerje med celotno dolžino in širino tega lista je tako manjša pri močvirskem mečku, zato dajejo občutek, pod narekovaji, kot da so bolj čokati listi. Saj jaz sem si tako to malo interpretirala, da gre za bolj skrčene, pomanjšane verzije. Ampak širina je pa enaka. Kot uporaben znak se je izkazala tudi dolžina perigonove cevi, ki je pri močvirskem mečku dolga med 0,6 in 0,9, pri ilirskem med 1 in 1,2, to so zdaj že malo manjše razlike. Lahko opazimo na naši desni tudi grafični prikaz za znak širino najširšega stebelnega lista. To pa je v bistvu znak, ki sem ga opazila že na terenu.
Na splošno so se mi stebeljni listi močvirskega mečka nekako zdeli širši od stebeljnih listov ilirskega mečka. No, potem pa smo statistika je v bistvu podprla mojo idejo in je povedala, da je v bistvu res, ja, da so najširši stebeljni listi pri močvirskem mečku široki med 0,9 in 1,1 cm, pri ilirskem pa 0,6 do 0,9 cm. Spet mogoče gre za malo manjše razlike, kar avtomatsko pomeni, da znak mogoče ni toliko zanesljiv, ampak je res to taka stvar, ki se je v bistvu dalo opaziti na terenu. No, pa si poglejmo še, kako so naši znaki sovpadali z navedbo iz literature. Zdaj tukaj bom konkretno vzela pod drobnogled malo floro, ki kot zanesljiva znaka na nadzemnem delu rastline navaja število cvetov in naravnanost cvetov v socvetju, za katera se je izkazala nekoliko drugačna situacija znotraj naše raziskave. Naši rezultati so v bistvu pokazali, da je število cvetov med vrstama primerljivo, bolj ali manj. Pri močvirskem mečku so rastline imele največ 8 cvetov, ne pa največ 6, kot pravi mala flora, pri ilirskem pa do 9, nikoli pa do 20, kot pravi mala flora, ampak o tem specifičnem literaturnem podatku so slovenski botaniki v bistvu že v preteklosti opozarjali, da najverjetneje gre za napako in pač predvidevajo, da se število 20 navezuje na gladilus communis, ki pa na slovenskih tleh v bistvu ni prisoten. No, poglejmo si še naravnanost cvetov, ki je tukaj zgoraj na sliki prikazano, še kako sem jaz to merila. Mala flora prav tako navaja, da je to pomemben razlikovalni znak, da so cvetovi v socvetju pri močvirskem mečku naravnani izrazito enostransko. Tega recimo mi z našo raziskavo nismo potrdili, ker je se v bistvu veliko rastlin našlo tudi z dvostransko naravnanostjo. Pri ilirskem mečku je dvostransko prisotna sicer v večji meri, kot tudi navaja literatura, ampak smo zabeležili tudi rastline z izrazito enostranskim socvetjem. Tako da smo v bistvu na podlagi tega izrazitega prekrivanja podatkov prišli do spoznanja, da mogoče ta dva nadzemna znaka nista najbolj primerna za razlikovanje med vrstama. Še malo PC analiz. Na tem grafu je prikazana PC analiza vseh kvantitativnih znakov med posameznimi populacijami obeh obravnavanih vrst. Torej, kaj sem naredila? Med seboj sem primerjala skupine osebkov iz posameznih populacij obeh obravnavanih vrst. Torej, vzorčeni primerki ene populacije so zdaj tukaj prikazani kot pike in so med seboj povezani z linijami v take ploščice z hladnimi barvami, torej odtenki modre in zelene so prikazane populacije ilirskega mečka s toplimi barvami, odtenki roza, rumene in rdeče so pa populacije močvirskega mečka. Meni se zdi, da se populacije med seboj jasno ločujejo v dve skupini, torej smo bili recimo, da s tem rezultatom kar zadovoljni. Populacije se pa malo manj očitno ločijo, če jih razlikujemo samo na podlagi znakov, ki jih recimo literatura navaja kot uporabne. Tukaj spodaj desno. Čist iz radovednosti me je zanimalo, kaj bo PC analiza pokazala, če vnesem zgolj podatke, ki jih literatura navaja kot uporabne, in sicer dolžina perigonove cevi, število cvetov v socvetju, kot med cvetovi v socvetju, neenakost sovršnih listov, širino stebeljnih listov in višino rastline. Tu so se v bistvu poligona precej prekrila, tako da v bistvu super, da smo našli neke nove znake, na podlagi česa lahko razlikujemo. Ok, torej, kaj pa imamo tukaj? Na naslednjem slajdu pa so v bistvu prikazani močvirski in ilirski mečki, kjer je smisel v tem, da se do izraza pridejo oblike cvetnih listov, perigonovih listov. Torej, to spodaj, te shemice, skice, sem vključila tudi v določevalni ključ, ki sem ga potem znotraj te skupine Gladilius palustris agregat naredila.
In ugotovila sem, da v bistvu, tako kot sem že prej omenjala, to čokatost, da so v bistvu bolj kot ne največje širine listov enake, ampak da so krajši. In tudi oblike so bolj rombaste, take bolj naglo razširjene in naglo zožene pri močvirskem mečku, medtem ko pri ilirskem mečku so bolj postopoma razširjene in bolj postopoma zožene. To se mi je recimo zdelo prav tako uporabno za določevanje preko fotografij. Več o tem kasneje. Tukaj zdaj samo vam pokažem, kako je izgledal ta en del moje magistrske, torej določevalni ključ. In tukaj sem zbrala v bistvu vse te najbolj ključne razlikovalne znake. Torej, kot sem že omenila, zanimalo me je tudi, kako na podlagi fotografij določiti rastlino in če se da to narediti z neko stopnjo zanesljivosti. Iskreno je to po moje kar težko, tako da do neke res visoke stopnje zanesljivosti določiti. Ampak samo za občutek, jaz sem pač opazovala obliko in ko sem že res toliko rastlin videla, je bilo meni mogoče malenkost lažje, ampak še vedno ne bi mogla reči, da lahko na vseh slikah zanesljivo določimo, za katero vrsto gre, sploh če niso dobro vidni zgornji stranski listi ali pa če oblika listov ni vidna, ker pač ponavadi niso prisotna merila in na podlagi tega pač ne moremo določiti, ali gre za 4 centimetre ali 3 centimetre. Torej, naprej, če se podamo po naši poti, torej poglejmo si še rezultati revizije, kakšni so rezultati revizije herbarijskega materiala. Pregledala sem 74 herbarijskih polj močvirskega in ilirskega mečka ter večino določitev potrdila. Veselilo me, da smo izmed 3 herbariziranih rastlin s preliminarno določitvijo Gladiolus palustris agregat določili 2 za ilirski meček in 1 za močvirski. Torej, rastlini iz 2 herbarijskih polj smo določili kot laški meček, izmed teh je bila ena rastlina določena za vrsto Gladiolus palustris, ena pa je bila označena kot rastlina z vmesnimi znaki. Torej med močvirskim in ilirskim mečkom. To se mi je v bistvu tako res zanimivo zdelo in v bistvu je bil to tak neki mali dokaz, da pa mogoče pa bodo ti znaki v praksi pa lahko uporabni. Hkrati pa tudi nekaj povedalo to o sami razširjenosti laškega mečka v Sloveniji. No, pa si poglejmo, kakšna je razširjenost teh naših obravnavanih vrst v Sloveniji. Močvirski meček je v Sloveniji razširjen v vseh fitogeografskih območjih z izjemo subpanonskega območja. Njegovo pojavljanje je najpogostejše v Alpah, do njihovega vznožja in v bližnji okolici, vključno z nekaj populacijami v Ljubljanski kotlini in na Krasu. Posamezne populacije ima tudi v Beli krajini. Ilirski meček ima v splošnem pa sredozemsko razširjenost in je v Sloveniji najbolj razširjena v osrednjem in južnem delu, kjer ima največ nahajališč v submediteranskem fitogeografskem območju. Nahajališča pa so tudi na dinarskem, preddinarskem in predalpskem območju. Je pa redek oziroma celo odsoten na alpskem območju. Okej, ko verjetno tako opazujemo te karte razširjenosti, nas zagotovo zanima, kje in na katerih primerih vrsta pa uspeva na istih rastiščih. Skupna rastišča se tako pojavljajo, če si lahko tako predstavljamo, en pas od Bele krajine, pa potem preko severnega obrobja Ljubljanske kotline in se potem nadaljujejo dol nazaj na Kras. Areal močvirskega mečka se od tega pasu nadaljuje nekoliko na sever, areal ilirskega pa na jug. Znotraj omenjenega pasu se na nekaj mestih populacije obeh vrst stikajo, torej ali celo prekrivajo. Tukaj na desni strani
pa je prikazan zemljevid, ki vključuje vse podatke o pojavljanju močvirskega in ilirskega mečka na nivoju agregata. Torej, to je ena tak splošna karta, kjer so zbrani vsi podatki o močvirskih in ilirskih mečkov. In meni je bila v bistvu zanimiva ugotovitev ob terenskem vzorčenju in ob reviziji herbarijskega materiala. Vidite tukaj čisto na obalno-kraški regiji, ker ni bilo zabeleženih podatkov, so bili zabeleženi podatki, v bistvu, ki so se nanašali na laški meček. Torej, v sklopu naše raziskave nismo uspeli pridobiti nobenega zanesljivega vira, ki bi potreboval razširjenost skupine Gladiolus palustris agregat po večjem delu zahodne slovenske Istre. In v bistvu domnevamo, da bi se lahko nekatere literaturne navedbe, torej iz preteklosti, nanašale na Gladiolus italicus. To so zaenkrat zgolj domneve. Ok, sledijo zadnji 3 slajdi današnjega predavanja, na katerih vam bom predstavila, kako je bilo moje dojemanje rastišča mečkov v Sloveniji. V splošnem sem ugotovila, da so združbe, v katerih se pojavlja, resnično raznolike, da je nekaj takšnih, ki meček vedno spremljajo, nekaj takšnih vrst je, ki meček vedno spremljajo, in da so zanje najbolj optimalni travniki v zaraščanju, ampak seveda samo do te stopnje, dokler še je pač svetlobe dovolj, ko se enkrat zarast sklene, takrat rastišče mečkom več ni optimalno. Management teh travnikov je zato nujen in nujno je tudi, mora biti ustrezen. Tukaj na fotografijah so rastišča močvirskega mečka in, kar je tudi zanimivo, ponekod tudi ilirskega mečka, tiste sem označila tudi za tem vijoličnim sončkom. Torej, to so Mala gora na sredini, desno zgoraj Nanos in pa desno spodaj Korada. No, pogosto sem jih našla kar tako ven iz grmovja, kjer so bili varni pred pašo. Travišča, na katerih se pojavljajo različne družbe, so tudi na različni matični podlagi, recimo matična podlaga na Nanosu, Mali gori in na Slavniku je dolomitna. Čisto levo zgoraj tukaj na sliki vidite pa in spodaj, v bistvu zgoraj in spodaj, so pa fotografije iz Kamniškega vrha, na katerih travniki se v bistvu tudi v sklopu Life IP projekta ukvarjajo z managementom travnika močvirskega mečka. Jaz sem tudi nekaj sodelovala z njimi v sklopu magistrske in oni se v bistvu trudijo najti neko optimalno rešitev, kak bi bil v bistvu meček tukaj najbolj zadovoljen in v kakih pogojih bi najraje uspeval. Jaz sem jih našla velikokrat res tako iz grmovja in zato se mi zdi res pomembno, da se pusti tista zarast do te mere, da se mogoče odstranjuje zarast, ne pa prav zares niti nujno ne vsako leto kosi, toliko da se travnik res zarašča. Jaz sem že tolikokrat omenila to besedo zarast, da prav ne vem, ne bom več. No, ok, gremo naprej. Tukaj so predstavljene fotografije rastišč močvirskega mečka na globlih tleh v združbah trstikaste stožke. Zanimivo se mi je zdelo območje Cerkljanskega, kjer vrsta ni imela močnih populacij. Skoraj vedno so bili mečki v neki družbi bora in rastlin, ki jim je mogoče bilo moč zaznati, da imajo rade kislo podlago. Ena od najpomembnejših značilnosti tega cerkljanskega območja se mi je pa zdel v bistvu naklon. Torej, populacije mečka na višjih nadmorskih višinah so načeloma manj vitalne zaradi plitvih in bolj suhih tal, ampak so razmere tam dolgoročno ugodnejše, ker je zaraščanje toliko bolj počasno kot na mokrotnih travnikih, kjer so tla globoka,
se pač tam v bistvu pojavijo kmalu tudi visoke steblike, ki lahko izrinejo manj konkurenčno vrsto, kot je recimo močvirski meček. Ilirski meček pa se v bistvu v tem kontekstu niti ne razlikuje. Pa še pogledamo, kaj imamo tukaj na sliki, samo da se spomnim. Desno zgoraj so v bistvu rastišča ob Savi, v bližini Bleda, Brje. Desno spodaj so čudovite populacije v Banšicah, ki jih mimogrede prav tako želimo zavarovati pod Natura 2000 območje. Bi bilo res fino, da se s temi travniki tudi na bolj uraden način zavaruje. In pa potem Bohinjska Bistrica, ki je pa zgoraj levo, tukaj so travniki v zaraščanju. Gre v bistvu za nekdanje pašnike in senožete. To je v bistvu najpogostejši habitat mečkov, takrat, ko se neki pašniki zaraščajo. Ok. Pa še rastišče ilirskega mečka. Tega pa v bistvu malenkost lažje mi bilo popredalčkati, ker je večinokrat uspel na vlažnih monumentalnih travnikih, torej z Modro Stožko, in na presihajočih jezerih, torej Cerkniško polje, Planinsko polje, Pivška jezera. Tam v bistvu je res take ogromne populacije so bile, tudi najbolj velike, stabilne populacije, ampak kot sem že prej omenila, je pa ravno te populacije so najbolj ogrožene zaradi prekomernega zaraščanja. Ok. Dobro, to je iz moje strani zdaj zaenkrat vse. Zdi se mi, kot da sem še nekaj pozabila povedati, ampak dobro, bom prepustila zdaj besedo Kevinu, vam se bom zahvalila za pozornost in pričakujem kakšno vaše vprašanje.